Ja, še enkrat lep pozdrav. Torej, mi smo v letošnjem letu tudi za naše učitelje v družinski medicini dali ta naslov o čustvih, ki jih vsi doživljamo. Namreč veliko govorimo, vsi jih čutimo, ne vsi doživljamo lepe in slabe stvari, ampak v medicini pa je to kar nekje v ozadju, a ne, samo neke preiskave, meritve, diagnostika in zato smo to vpletli to smo to vpletli v naše izobraževanje in vam bom malo predstavila, kaj vse je potrebno vedeti, a ne. Torej pri vsaki bolezni pravzaprav se človek odzove na to novico, a ne. In kaj? Naprej, da bi šel za en slad. Sam ne vem. Se to bo še šlo? Ja. No, tako da že smo tule zapeli, pa ne to se pravi, seveda, to je zaradi hipofize pa vsega, kar imate tukaj napisano, ne. Hipofiza pa jedro kumbens se reče, pa še drugi centri, hipotalamus, to so čisto v sredini naše glave, v bazi možganov in to so možgani, a ne, naši tam nastajajo čustva. To je potem nekaj logičnega, ker če je hotela človeška vrsta obstati, je mogel človek bežati pred nevarnostmi, ki so bile drugačne, kot so zdaj. In se pravi, ta čustva so nas reševala v preteklosti. To ni neki breme, zdaj pa ti moraš delati sam racionalno, pa čustva pa skrija, ne. Ni tako. Zaradi čustev smo obstali kot človeška vrsta, ker smo vedeli, kaj je strah, kje je treba bežati, kaj pa lepo, ne, smo razločevali, ne. In zaradi tega je to zelo globoko v razvoju možganov in zaradi tega jih imamo vsi, a ne. To ni en čelni reženj, ki se je kasneje razvil pa vpliva na racionalnost, a ne. In to vidite, ravno to sem hotela tukaj pokazati, kako imamo ta vpliv stresorja, ker danes je pa stresor drug, a ne, lahko je to gost promet, lahko je prometna nesreča, lahko je, da veš, da ne boš prišel na sestanek, a ne. Imamo druge stresorje, ki to včasih. In so potem seveda vpliva tudi na telo. Tako da vpliva na našo psiho, na biokemijo našo, ogromno na srčno-žilni sistem, ledvična ledvica, koža, recimo luskavica, takoj se vidi, če imaš nek ful stres. Na presnovo, ne, zato je zdaj veliko sladkorne bolezni, ker tudi na presnovo vpliva stresor. Recimo zdaj v blagostanju imamo vedno več sladkornikov. Kot sem rekla, imamo pa tudi druge stresorje, a ne. Stalno moraš nekam iti, otrokom dajo v 3. razredu nacionalno preverjanje. Pa še pol čez en cajt, pa še v primerjavi z nami imajo ne vem koliko preverjanj. Da so pol nervozni, a ne. In vsak se potem nekam umakne. Tako vpliva tudi potem, a vidite, na ledvico, sistem renin-angiotenzin, pa nadledvična žleza, na hipertenzijo, visok pritisk, ne. Jaz včasih imam kakšen, ki se ne more preseliti, ke je v penziji, pa skoraj ga že daš dol zdravil, ke nima več pritiska, ke nima več stresorjev. In celoten imunski sistem, a ne, recimo, da eni imajo skozi okužbe. Ja, zmeraj več imamo mi tega znanja, ogromno. In takole prav faktor je že analizirano, kaj vse vpliva
kot stresor. In zadnje čase je pa modern, ta naša mikrobiota v črevesju, a ne, ki je različna, v povezavi s tem je zelo pomembna prehrana. Zdaj, top te predavanja, ki so zdaj vidite tudi tukaj, od tega so mikrobiota in počutje, mikrobiota in imunski sistem, mikrobiota in psihično zdravje, ker so ugotovili, da je to zelo pomembno, tudi naša flora, ne, ki imamo v črevesju, se med sabo pogovarja. In tam jih je na milijone v enem človeškem črevesju. In je zelo odvisno, če imaš zdaj recimo sam fast food, a ne, je mikrobiota čisto drugačna, ali pa če imaš eno zdravo lokalno hrano. Ali je zelo drugače stalno antibiotike jemlješ in podobno, ne. Tako da recimo je zelo različen tudi, če se rodiš s carskim rezom ali pa po naravni poti, ker pravijo, v naravni poti dobiš že takoj mikrobioto iz mamine kože, iz maminega črevesja in podobno. In s carskim rezom si pa ti tam butnan v bolnišnično foljo in pol lahko dobiš mikrobioto iz okolja, iz one intenzivne, a ne, iz bolnišnice. Tako da je to zdaj zelo modern, ta skiper tudi. In zaradi tega tudi vemo, recimo, da si res najdemo vsak sebi eno primerno prehrano, kaj ti paše, kaj ti ne paše, ne. Saj zase vem, kako mi kaj paše. Če se prisluhneš, če pa le, ne, pol pa. Tako da je tole zelo, vidite, koliko poglejmo sam. Luskavica, ne, sem že rekla, akne, zelo pomembno, da bi zraven. Potem, ne vem, čez 200 bolezni je s prehrano povezani, na diabetes, to sem rekla, astma, ne, to je tudi znano. Veliko dobro. Tako da, se pravi, vse te vnetne bolezni se pri stresorjih poslabšajo in tega je veliko. In velikokrat zdravniki sploh ne sprašujejo tega ali pa ti celo zagrenijo, a ne. To življenje, nekateri imajo res veliko bolezni. No, tudi zdaj veliko več govorimo tudi o demenci, ker je demenca postala toliko javna, koliko je postala pogosta, ali pa tudi avtizem recimo, ne. Se sprašujemo, kaj v našem sodobnem svetu prispeva k temu, da je tega zdaj toliko. Ker ne more samo dednost, ker je preveč tega, ne, in se sprašujemo, a je to prehrana. Ali kaj od tega, veliko se raziskuje. Tako da je veliko debate tudi o depresiji, ne. O raznih sledilih, recimo, če gledamo fruktozo, ki jo obdajajo nekaterim sladkim jedem, fruktoza zelo hitro skoči v krvi gor, pa zelo hitro pade. In pol inzulin pa reagira, ne, pa potem glukagon, pa jetra, pa vse reagira, ne. In pol imaš te skoke so tudi čustvika, ne, ker telo hoče imeti sicer neki ritem, ampak ne pa enih višjih podskakov, ali zgoraj ali dol. Jaz verjetno veliko kar nateguje vsa ta industrija. Pa se ve, ker če imamo kakšne slabe novice, smo vsi žalostni. In v zvezi z žalostjo bi vas pozvala, no, da ohranite to druženje, ker sem zdaj ravno poslušala eno oddajo, kako se velikokrat mi vsi odmaknemo, da se v družini zgodi en dogodek ali pa nekje, ko se eno kaj zgodi, pa rečemo, boljše, da me ni blizu, saj on tako žaluje. Pa ker ravno takrat je treba imeti prisotnost, lahko samo bližino, ne, ni nujno, da tam nekaj silimo, zdaj pa naredi to pa to pa to.
Veliko je že sama bližina, ne, da si zraven, da prideš, a ne. Po mene na hišnih obiskih, ker jaz imam 300 ljudi starejših nad 75 let, a ne, veliko imam starih čez 90, pa rečejo, sam da ste prišla, ne tisto, kaj bom zmerila, sam da ste prišla. Dolgo vas že ni bilo, ne. In to je to, da si blizu, da si prisoten. Če se kaj takega zgodi, jeza je zelo en tak sindrom, ki vodi veliko do bolezni, no. Jeza na vse in zato se moramo seveda naučiti tudi odpuščati, a ne. Pa da ne zameriš, ker te pelje to v bolezen, v eno tako drugačen imunski sistem, odgovor. Tako da z jezo moramo sami pri sebi obračunati, da se jo znebimo. Vemo pa recimo, ne, jaz kaj pa gledam te poti življenjske, kakšni podjetniki, ki zelo malo zbolijo za rakom, to je skozi našparan, skozi hud nekega. Ne smeš biti sam tudi, moraš biti tudi družaben, dobrodelen, jaz pravim, ne, izpolnilnost. Jaz vem, midva s možem recimo sva darovala za eno hišo na Madagaskarju in smo imeli cajt tega kašlja je. Tam pa če smo dali za eno družino. Se znebiš lahko malo tistega občutka, da moraš iskati sam dobiček imeti, sam plus. Ne moreš delovati tudi tako, normalno držimo. Osamljenost je zmeraj hujša. Veliko ljudi starejših je čisto osamljenih, brez obiskov. Jaz vidim tudi te mlajše zdravnike, ki zapisujem. Starejša, kar ne bi že tako več gledal, da je zakompliciran, ne bi šel na hišo v obisk in tako naprej, ne. Tako da je to ena taka pogosta zadeva. In pol jaz peljem te moje študentke k enemu okoljnemu zdravniku, ki je star že čez 90 let. In danes sta bile dve študentke v redu, pa nam je igral na krvovko, kar zelo redko še kje. Je pa osamljena, ne, osamljen je precej. Pol, ampak še zmeraj pravim, ja, če Danice nikoli ni treba hoditi. Tako da hočeš še mene v paketu z njimi vredno, ne. To je še ena taka, optimizem in pesimizem poruka bilo, tole je tak tezat, lahko na pol poln, na pol prazen. Optimizem sigurno pomaga naprej, a ne, to je recimo mene sojni profesor Cibic naučil. On je umrl star 104 leta. In on je bil v 3 logorjih, vse vojne je preživel. Sem rekla, profesor, kako ste to preživel, a ne? Rekel, vedno sem z optimizmom šel naprej. Pa recimo, ko je bil pri Nemcih, pa je rekel, se bom pa nemško naučil, pa se je nemško. Pa je bil v italijanskem logorju, pa je rekel, a ne tisti, neki en cilj je zmeraj dobil, pa je rekel, no, se ni tako slabo vse gled, se pa italijansko naučil, ne. Da je pol znal vse sorta. In vedno je najkel neki, da se je zaposlil pa šel naprej, ne. Ja, študije so, da stres vpliva na maligna obolenja. Vemo, da recimo na pljuča je dokazano, zadnjič me je sprašal, kako je moj brat pljučnega raka, če to okolje kadil, ne. Ja, stres je en tak dejavnik. Pol črevesje tudi je povezan, rak črevesja s stresom, ne. Trebušna slina v presplah, ščitnica tudi, rak ščitnice. Ni treba knjige brati, ki so te študije te to dokazujejo.
občutek krivde. No, to, veliko ljudi se počuti krive, da se jim je nekaj zgodilo. Tudi tega ni treba. Ne, in to moraš ti poznati, a ne, da rečeš enemu, recimo, meni pridejo, zadnjič so prišli eni direktor z bolnika, gospod je tako mi dikal, da ga je žena krepko pripeljala v vlak. Gor je pisalo karcinom raka, venokarcinom. Pol pa res to malo gledam, sta rekla, nič na ven niso razložili, ker so ga odpustili. In pol, da veš, ona, a se ne, je za zdravnike počutim krive, ali ne se ona pa, verjetno so kaj rekli, ampak sta bila toliko v stresu, da nič da slišala, ne. Ona tako skut je res veliko kadil, ampak včasih se pol ti čitaš, ja, to se mi je pa zgodilo zato, pa zato, pa zato. No, enkrat sem imela tudi en primer, recimo trebušne slinavke, ki je gospod umrl pri 50 letih in on in njegova žena sta pripovedovala, ja, to je pa zaradi 7 generacij, ker so prej med vojno se streljali, naša družina se je med sabo streljala, sorodniki so se med sabo. In ona dva sta interpretirala, da je to tisto v nekem svetem pismu, ki še na neko prodal, da more pol odklačkati, ne. In pol si pa rečeš, pa preseneti se že podosti, kaj se zdaj še s tem obremenjeval pa sekiral, ne. Vi imate genetiko za sabo, ampak veliko ljudi pa nima genetike, no. Pa kaj drugega v zgodovini in se kol žrejo, ne. Trebušna slinavka je tak organ, pa rečejo, sam sebe je požrl. Se toliko sekiral, pa ko čutil krivdo. Seveda tam eno sladna pozitivnost, ki mi je res zamislil, ne. No, tale Frida Kahlo je ena taka zgodba, če v njej berete romane, ne. Umetnica slikarka iz Mehike, je ogromen bila v bolnici, ogromen operacij. Je imela ogromen bolečin in je tudi naga umrla, ko sem bila v srednjih letih. In je zelo veliko tudi ponazarjala na slike, kako je doživela bolnišnico, ne. Ona je za meni taki vilični vasi in je šla v šolo in potem tam en vlak, ena prometna nesreča bila, ke je prebili trebuh, a ne, cel trebuh. In ker so tam glih prevažali tudi zlato, je bil v njenem telu ob tej prvi nesreči cel zlat, ke je bila kasuka s tem zlatom. In pol, že takrat so mislili, da ne bo preživela, no, in še veliko operacij je imela. So vedno mislili, da ne bo preživela, in tudi še kaj vse je imela operirano. Tako da ja, s temi slikami velikokrat ali pa z umetnostjo lahko ponazorimo svoje čustva, ne. Ja, veliko vpliva na to tudi naše predhodne izkušnje z našimi ustanovami, potem delovno okolje, ki delamo, okolje v družini, vse to vpliva na naše razpoloženje, ne. In veliko je z nami strahov, ne, tudi ko pridemo nekam na en pregled in tega se moramo zavedati. Da nismo še mi tisti dejavnik dodatka strahu, a ne. In to recimo zelo dobro, kot sem že rekla, umetniki opišejo, kako izgleda jeza. Ja, na očeh se nam velikokrat, na obrazu se nam kaj skriva no vse. No, in tukaj je pa en dober roman je, ki ta Lee Lewis ga je objavil, ke je on izgubil eno ljubo osebo, ne, je bil
In mislil, da je jezen, pa je potem napisal to ključno misel. Dovolj dolgo sem sedel v svoji izbi, dokler je videla, da je njeno pravo ni žalost, a ne. Da je to neko neizogibno povezano, telo in čustva. Zdaj pa še malo o tem, kar tudi jaz učim, o tej metodi BAT, a ne, ko včasih imamo samo 10 minut časa za človeka in potem da se hočemo dobro orientirati, da izkoristimo čas, in tukaj imate tudi eno dobro pripo, kako v bistvu v datem času lahko pomagamo človeku, se pravi, da vključimo tudi to čustveno ozadje, psihološko ozadje, ne. In tukaj ta BAT, a ne, background je ozadje, afekt, kako to vpliva, katera je ključna težava, in tudi spoprijemanje in seveda to naša obvezna empatija. Ozadje je dovolj samo en tako vprašanje, kaj se je od tega, kar sva se zadnjič videla, v vašem življenju zgodilo, ne. Tako da, no, to veliko ljudi ne vpraša, že tam nas modulator, že takoj gremo na, ne vem, vročina, temperatura, meste tlaka. Sploh pa ne o tem, a ne. In sem enkrat podkolala študente, eni gospe, ki je stara čez 90 let, ima sladkorno bolezen že dolgo, in k njej sem jih že večkrat peljala. Je prav zanimivo, ne. Samo eni do zdaj je povedala, da je njena hčera bila slaba. In da to čisto celo življenje že vpliva na njo. Drugim nikoli ne pove, ker jo in ne pustijo izraziti teh svojih občutkov, ne. To bom možno reči. In v bistvu sem tudi ugotovila, da jaz tudi enim potem razložim še to ozadje, enim pa tudi ne. Tistim, ki se njima zdijo vredni študentje, in rečem, pojdite vi reči na kliniko, tam, ko samo en dan gledate. Samo eno mišico recimo, to je kakšen ortoped, ki vidi samo en vrtenec. No, in pol na terenu se pa poglobljeno pogovorimo. Ker neki dogodki nam vplivajo na celo življenje, sigurno, ne. In ljudje to povejo radi, ker se razbremenijo, samo prepovejo tistim, ki mu zaupajo. Zaupati pa ne moramo kar vsakemu. In tako je tudi pri nas v medicini, a ne, da imamo taki stroji. Seveda je to recimo težila ta njena zgodba, je že jedska. Ker še vedno ni mogla sprejeti in razumeti, zakaj se je to zgodilo. Kot pa se pravi, ona je tudi tista, kdaj boste spet prišel, ne? A je če? Ne hoče sem videti, a ne. In ni pozabila, da se mi zaveri, da se kje čuvaščija. Tako da to pač nam lahko omogoči, da pomagamo, da se razbremenimo, lahko nam pa vpliva tudi, da imamo oteženo življenje, ne. Če ne srečamo kakšnega človeka, ki res prisluhne naši težavi. No, potem, kako ste ukrepali, kako ste se rešili, ja, veliko ljudi se rešuje z delom, a ne, veliko ljudi, in to je tudi res pomoč in je problem, če nekdo še izgubi delo, a ne. Recimo, pri nas v kmetiji začne en umrl zaradi sepse, ker se je toliko zapustil, ampak kaj, v istočasno sta šla starša, on je bil samski, v dom za ostarele, pa službo izgubil. Istočasno. Dve veliki spremembi, se je totalno zanemaril, začel je jesti je rekel, in pol je padel v sepso, jaz sem še šla na infekcijsko malo vprašati, kaj bo z njim. So rekli, saj bo, no. Pa je še pri njih ta ESBL, to bo,
to še bolnišnično bakterijo in pol je pri njih COVID. Hočem reči, da ukrepanje, ne, koliko imaš zdaj ljudi, ki so ti blizu, koliko, ne vem, kaj ti še lahko za nekaj naredi. Patronažo sem poslala, no, mož pa sam že skoraj hoditi skoraj vsak dan k enemu, a ne, to je res. Zato je fajn tudi, če si ali prostovoljec nekje, ali ki se nekje vključuješ, a ne, če daš eno oporo, a ne. Zato je to dobro. In da ni samo na ekranih, ne, pri vašimi tam mladimi bo slabše, ker so v glavnem na ekranih. Ekran pa ni tisto, da te bo obožal, če boš rabil nek dober stik. Empatija, ne, to je to, kar sem rekla, bližina. Zadnjič sem šla iz en paliativni hišni obisk, ker gospa pa je dejansko res blizu konca življenja, stara je manj kot 60 let in je že čisto sfuršana, ne. In sem jo tam objela, a ne, ker si ti že čisto tak, se te tudi že ljudje drugi bojijo, ne. In se te ne dotakne. Sem rekla, največ pogledala, vmes kaj ko šla, vedela sem, da sem zdrava, ne, če bila bolna, ne bi šla. In sem jo objela in sem si mislila, lej, koliko je to lepo in v tej fazi, a ne, ke se že vsi bojijo infogleda in dotika, ne. No, in sem bila prav zadovoljna s tem obisom. Pol smo se pa pogovarjali, pol pa njen mož prinesel družinsko sliko, pa sem rekla, glejte, tole pa najboljše, da bi tulele na to steno obesili, ne tam, da jo imate v kuhinji, a ne. Da sem vedela, da bo ona gledala svoje vnuke, a ne, pa tako. Pol smo jo pa že kar tam prestavili na licu mesta. Mi je bilo vsem lepo, vsem je bilo lepo. Čeprav je ta življenje šlo v koncu. Ja, takole, še naposod lahko najdemo neko svetlobo, neko pozitivo, jaz rečem. In z nekimi majhnimi tehnikami, a ne, lahko polepšamo dan, ne, tako kot bojo vam tudi zdaj polepšali z ladjico, pa je res lepo, ko Ljubljanci. Z eno tako gesto tu naredimo več dobrega, kakor s takšnim tabletami, a ne. No, Hipokrat je že rekel, da vi pozdravimo včasih, a ne, pozdravimo pogosto, pa njegova vizija je tudi to, ne, da skrbimo pa vedno, no. To, kar zdaj mi včasih pobrišemo. Da ni te skrbi zraven, da je samo tehnologija, a ne. In tukaj, vsaj v družinskih razpadov, ke se srečujemo, želimo to poudarjati, a ne. To je ta zaključna misel. In še Banski, ne, to je ta, poznate, ke malarije dela po stena. On je pa še rekel, nikoli ne vzemi nobenemu kuparju, a ne. In je res, tudi v najslabših novicah moraš ohranjati upanje, to je profesor Zakotnik rekel. Tudi na onkologiji je slabo, ampak ne vsega upanja. Nekaj pa je še en dan, pa boš srečal še eno ljubo osebo, pa ne ti na tisto višjo, zdaj ste pa brez upanja, ne. Vedno moraš neko upanje. To je zaključek mojega pogovora zdaj.